Drage moje gledalke in gledalci, zanimiv večer vam želim. Kolikokrat v življenju, v službi, pri delu rečemo, vse je v redu, vse je v redu. Pogoltnemo neprijetne občutke, celo solze, nevrednosti in se ponovno sestavimo. Gremo naprej. Prespimo. Naslednje jutro pa ugotovimo, da ne bo šlo brez besed. Če imamo na drugi strani sogovornika, ki je pripravljen prisluhniti, rečemo, da imamo srečo. Če nas na drugi strani čaka sistem, ki nas ali našega dela ne ceni in ne spoštuje, pa ponavadi obvisimo v zraku. In potem nam rečejo, da smo tečni, nezadovoljni in problematični. Kadarkoli hodimo po samostojnih poteh, pač ni lahko. Če spremljajo naše delo še predsodki, da smo nepotrebni, odveč, da kar nekaj bljuzimo, znajo biti naše noči zelo temne. Maja Galštromar je rojena borka, upornica, čarovnica, ki zase reče, če bi kdaj morala zgoreti na grmadi s sestrami čarovnicami, bom visoko v zrak vihtela vse svoje diplome. Ne domišljam si, da tako zdravim, a verjamem, da s kakovostnim pogovorom, knjigo, predstavo, pesmijo lahko marsikateri ugriz tigra skupnimi močmi spremenimo v komarjev pik. Ja, Maja je izbrala svobodo. V svojem svobodnem umetniškem poklicu sestavlja mesec z mesecem, pridna kot mravljica, neulovljiva sanjavka, pisateljica, igralka, džotiš mojstrica, intuitivna bralka in raziskovalka življenja, je skoraj vedno na robu. In z njo se vedno znova sprašujeva, kako za Boga preživeti z umetnostjo na tržišču. Dobrodošla, draga moja Maja, dobrodošla. Hvala. Si pozorno poslušala, vidim? Sem, hvala ti za tak lep, ko se reče, uvod. Ja, izvoli. Hvala. Vedno na robu, a ne? Ja, vedno na robu. Zelo lepo si me predstavila. Spomnila sem se karte iz tarota, namreč obožujem tudi tarot med drugim, ne? Če smo že začeli o čarovništvu, da nadaljujemo v tej maniri. Spomnila si me na karto številka 0, ne? Karta, to je norec. Norec, ki stoji na prepadu, z eno nogo je že, torej dela korak naprej v praznino, z drugo nogo je na tleh in še pes od zadaj ga grize, a ne? Ampak ima culico in je pripravljen na novo pot. In ta norec v tarotu ne predstavlja nove začetke, vedno znova, ko se cikel nekako obrne, in tukaj smo na kanalu 22, ja. Od 0 do 21, ta 0 je potem 22 in se cikel obrača. Tako da, res, vidiš? Ja, tako da 22 ne, je teh kart arkan, ne? Hvala ti, vem jaz, da si ti čarovnica, ja, v vsakem primeru. Takole, ti viš, jaz sem v bistvu izpostavila nekaj, kar bi zelo rada jaz tudi predstavila, pa tudi jaz na koncu koncev, jaz nisem svobodnjak, mi temu rečemo svobodnim umetnikom na svobodi, da ste svobodnjaki. Jaz sem lepo spravljena v službi in jaz se zavedam tega privilegija, da v bistvu, kljub vsemu, mislim, ko pride nov mesec, vem, da vsaj nekaj bo tam, ne, da bom lahko plačala položnice. In jaz bi šla takoj zdaj v to temo. Veš kaj, kolikor vem, mislim, sem Ben ne predstavlja, kaj to sploh je biti svobodni umetnik, kako to sploh zgleda. Mislim, ker malo
Zgleda pa, da malo bluzite, veš, pa malo jamrate, ne, pa tako naprej. A ne? Še preden se vržem v ta razlago, bi rada povedala, da absolutno in definitivno karkoli bom rekla, naj se ne sliši kot jamer ali pa trpljenje. Kajti ne nazadnje, jaz sem v službi bila sem zaposlena prav tu v Celju, SLG Celje, kasneje sem šla v mariborsko Dramo in sem se prostovoljno odločila, da grem na svobodo. Torej, to je bila moja svobodna odločitev in zato sprejemam 100% odgovornost. V redu, to je prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, ne, da to povemo, da nismo žrtve. Ne. Drugo pa je to, kar pa srečujem na cestah, recimo med prijatelji tudi intelektualci, marsikdo ne ve, da mi od Ministrstva za kulturo, tisti, ki smo dobili status svobodnega umetnika, ne prejemamo mesečne plače. Tu je en velik nesporazum, kajti vsi mislijo, da nas država plačuje in mi pač seveda stereotipno, ne, umetnik bluzi, je parazit, žura, se drogira, pije in tako naprej, je neodgovoren, torej tale nekako arhetip ali pa, da bomo reči, stereotip nekega zbluzenega človeka, ki pač neki sanjari, sanjari. Ne, mi smo trdo z nogami na tleh, moramo biti, smo sami sebi direktorji, ustvarjalci, menedžeri, PR-ovci, izterjevalci računov. Dejansko je biti na svobodi pomeni res zaobjema kar en širok diapazon delovanja. Ne samo tega delovanja, za katerega si poklican kot vokacija, torej jaz igralka, pisateljica in tako naprej, ampak dejansko zahteva tudi veliko discipline in nekega podjetniškega znanja, ker ti si v bistvu kot en SP, ne? No, tako je to, ne, dejansko. Torej, če se vrnem konkretno denar, ne, mi nič ne dobimo na račun. Na račun dobiš samo to, kar na tržišču, trg, to, kar se nam danes učita, pa pojdite na trg, torej kar na trgu zaslužim, to imam. In če nič ne naredim, ne dobim nič. Ne? In tudi status zgubiš, če ti ne delaš, kajti mi moramo na 3 leta status vedno znova obnavljati oziroma vlagati prošnjo in dokazovati državi, da smo vredni tega statusa. In kaj to pomeni? To pomeni, da imamo pa tudi, seveda to pa moram povedati, ne, da imamo 2 vrsti statusov. En status je, ko si moraš sam plačevati socialne prispevke, drugi status je, ki si ga nekako prislužiš s svojim delom, da ti pa država vendarle na mesec plačuje torej socialne prispevke, zdravstveno zavarovanje, socialne prispevke. Najnižje, ne? Najnižje, kar je, a ne, torej penzija pač bo, kar bo, a ne. To je zdaj ta velika tema, o kateri lahko tudi kaj rečemo, ne? Da so umetniške penzije, pokojnine, lepo povedano, mizerne. Ne? In da te dodatki, ki jih bojo pač samo nekateri redki dobivali, a ne, hvala Bogu, da saj oni. Ne? Čeprav bi bilo za razmisliti tudi o vseh ostalih, ki mogoče ne bomo nikoli dobili Prešernove nagrade. Ampak spet se takoj, zakaj ti se zdi, da se takoj, ljudje se ves čas primerjamo, ne? In zakaj se nam zdi, da umetniki imamo, ne, vedno neke privilegije, da mi bi bili radi nekaj posebnega. Odkot je to? Zakaj je to? Ker mi se res nimamo za nič posebnega, ne? Pa smo nekaj posebnega, dejansko smo nekaj posebnega. Pravzaprav, jaz mislim, da smo, ne, ker za svojo umetnostjo pravzaprav delamo in premikamo svetove. Saj ne rečem, da tudi drugi poklici niso pomembni. Vsak poklic je pomemben. Čisto vsak, ne. To ne pomeni, da če rečem, jaz sem posebna, ti pa nisi, a ne. Tle drugačni smo, ampak jaz pokrijem ta segment, ne. Kuharica bo skuhala dobro kosilo in bo nahranila otroke v šoli ali pa, ne vem, starostnike v domu. Jaz bom pa napisala eno dobro knjigo, s katero se bo nekdo tudi nahranil in bo nahranil ta dušni del čustva. In kje je pol ta posebnost? To, da bo ta tvoja knjiga še 100 let? Ali da je knjiga, lahko, naprimer, nekdo skuha, mislim, sploh nimam rada, mislim, je brez veze se primerjati, ampak kljub vsemu. Kje so tisti detajli, ki pa kljub vsemu umetnost na nek način malce izpostavijo, v kakršnem koli smislu? Saj to ni vrednostni sistem, ne? Človek je človek, ne? Ne, jaz bolj mislim to, če gledamo zgodovinsko tudi, kaj je doprinesla umetnost, ne, zgodovini, življenju.
na tem svetu. Ko gledamo recimo velike umetnike, kako so bili pred časom in so neke stvari, na primer, potiskali naprej, razvojno gledano, ne, Ja, osebno, odpirali neka vprašanja. se upirali nekim sistemom, okostenelosti, zaprašenosti nekega sistema. Tako da dejansko, saj ne rečem, da vsa umetnost to dela, ne? Imamo različne tudi znotraj tega, ampak ja, umetnost je zato posebna, zato nas imajo včasih rečejo sanjači. Ja, saj, da si umetnik, moraš biti malo zasanjan, moraš biti idealist. Ja. Ne, velikokrat se spomnim na Radka Poliča in na ta film, ki me je kot otroka zaznamoval, Idealist. kako sem trpela v Ja, tem tudi filmu, jaz, a ne? ja. Kako zelo je verjel v to, v neko moralno-etično držo, v dobroto človeka, v napredek človeka, v življenje na nek način, ne? In kako ga je sistem pravzaprav izbljuval, ne? Ampak jaz še danes umetnika vidim tako in tudi jaz sama živim tako, da verjamem, da lahko pomagam. Mislim, ti verjetno tudi, ne? Ali kako? Ja, seveda ne, pol nam dostikrat rečejo, ja, kaj se pa greš, imaš mesijanski kompleks. Ne, si ne predstavljam, da zdaj z umetnostjo, da bom neko revolucijo naredila, ampak v nekem mikrokozmosu, ko nekdo prebere knjigo in reče, nasmejala sem se, ali pa dalo mi je misliti in sem potem, ne vem, naredila tudi jaz, ali pa jaz sem naredil nek korak, ne vem, naprej, to je že zelo veliko. Pa v dvorani, veš sama, ko imaš predstavo, ko začutiš, da si se enega dotaknil, je to veliko, ne? Več pa, mislim, da revolucijo, ne, da bi pa zdaj ne vem, kakšne revolucije delali, najbrž ne, ampak sej, kaj pa je revolucija? Ja, je. A ne, jaz bolj verjamem v naslavljanje na intimo človeka, torej, da skozi to, kar pišemo, delamo na 4 oči, v nekem mikrokozmosu nekako iz dneva v dan lahko spreminjamo. Se pravi, nisi lenuhinja, ali kaj? O ne, moj bog. Moram še celo reči, da se pa v teh letih, zdajle po 50-ih, a ne, prav učim, se kdaj prisilim, da lenarim. Moram reči, da sem si za 50 let povedala, zašto skupila en zelo lep komod kavč. In dostikrat me kdo vpraša, kaj delaš, in rečem couching. To pomeni nič. Probam se prav prisiliti, da kdaj, in moram reči, da mi ne gre zmeraj zlahka, ker sem bolj živc, rada delam, rada sem ustvarjalna. Tako da ja, se učim tudi počivati. Nisem pa lenuh, nikakor ne. In kako pol, mislim, a to je zdaj, kaj lahko pokažeš? To je tvoje delo tam na tleh, pa tole gor, ali kaj? Ja, tale kupček, a ne? Tale kupček tle spodaj, a ne? Ja. In pa še tale kupček tle gor. To so moja literarna dela in tudi strokovna dela. Seveda, pa dajmo se malo pohvaliti, kaj ne? Ja. Da ne bomo tako skromni, lažno skromni. Imam še 17 dramskih besedil, ki so bila uprizorjena. Imam čez 20 radijskih iger, tako za otroke kot za odrasle. In več kot 2500 izobraževanj gledališke pedagogike, pa še kaj bi se našlo na mojem kurikulumu. In bi potem še tebe citirala, a ni to dovolj? Kot dokaz, a ne? Ja. Mislim, in zdaj mi ti povej, se pravi, kljub vsem knjigam, vsemu, mislim, kaj je gremo, dotaknimo se knjig, ker slučajno, jaz imam, to je, kar se knjig tiče, je to moje delo, ne, pa še to z rokom, ne, ampak mene je v bistvu presenetilo, ker sem vstopila ta svet založništva, knjige, pisateljstva, jaz se nimam za pisateljico, čeprav še pišem eno knjigo, ne, ampak v bistvu, veš, kaj me je najbolj presenetilo, kako ste v bistvu v teh pisateljsko-umetniških krogih, pesniki posebej, pisatelji posebej, da sploh ne komunicirate, ni čuden, da se pravi, oziroma ne smem reči ni čuden, ampak v bistvu izdati knjigo in od nje živeti in od nje dobiti evro pa pol ali pa ne vem kva, ali pa 2 evra od ene knjige, se mi zdi pa res malo, mislim, da smo mi pa kmetje unika, za liter mleka dobijo od ne vem koliko centov in tako naprej, da smo mi tle čisto isti. Ja, jaz dostikrat rečem, sploh zdaj pri zadnji knjigi trilogije, ko sem bila tudi sama založnica. Tu si se odločila, da boš sama založnica. Odločila sem, da bom sama to naredila in sem se dostikrat zalotila, ker to je bilo pa res še za eno knjigo napisati, ne. Tako humorno bi bilo, pikro humorno knjigo o tej drobižarski vojni, bom rekla, a ne, biti na tržišču, a ne. To spet ta učitek
pa pojdite na tržišče. No, Ja, se to in me sem zanima, šla. ja. In Ja. sem šla in sem izdala knjigo in sem si izposodila denar, da sem natisnila, ker ljudje ne vejo, a ne, da je treba plačati tiskarja, da je treba oblikovalce plačati, da je treba plačati lektorja, kar dostikrat se pozablja dan danes, a ne, gojiti je treba slovenski jezik in tudi izdajati knjige, ki so jezikovno izpravne. Ja. Potem sem, najprej seveda sem pisala skoraj pol leta knjigo, ne, tega ne smemo pozabiti, pa sem Ja. preklopila v to. A to pišeš vsak dan ali samo Ja. tako, ko imaš navdih? ali kako? Ne. Ko se odločim in stopim v to, si vzamem res obdobje in je zelo dobro, če v tistem obdobju ne počnem še česa drugega, naprimer gledališča. Ne gre skupaj, preveč moram biti v fokusu. Tako da to pišem v nekem strnjenem obdobju. Sploh tretjo knjigo, mislim, da je bilo tako 5 mesecev, sem jo zelo intenzivno pisala. In je to tle ne trpiš, ne. To je nekaj tako lepega in meni je to nekaj tako močnega. Ko pišem knjigo, sem srečna. Pa čeprav lahko pišem tudi o bolečih zadevah, a ne. No, potem pa, ko je enkrat knjiga, ne, natisnjena, potem pa jo greš iskat sam z avtom v tiskarno in naložiš tiste ogromne kaj bi rekla, pakete v avto, a ne, in potem jih nosim v 4. štuk brez lifta, ne, in potem vsako knjigo posebej zapakiram in napišem račun in napišem listek za priporočeno. Ne bom pozabila, kako sem v največji nevihti ogromne torbe nosila na pošto in sem si prav zvila hrbet, ne, ko to nosiš. Ampak tudi to narediš, a ne, tudi to narediš. Torej biti prekarc, ne, in založnik hkrati je kar zahtevno. Ampak sem prodala veliko knjig in pol dobiš še distributerja, se zmeniš z njim in da te distribuira po knjižnicah in tako naprej. Torej ta proces je kar zahteven in od tebe res zahteva veliko fokusa in energije. Potem se začnejo predstavitve in tako naprej. Zato je tudi super, a ne, da v tej karieri moji pisateljski nisem vedno, a ne, torej v bistvu to je zdaj unikum, da sem se odločila za tretji del sama in sem zelo hvaležna, kadar dobim možnost, da me kakšna slovenska založba, kot recimo založba Gog ali pa Mladinska knjiga ali pa Litera v Mariboru, ko te izdajo, a ne, ko ti pravzaprav je cel aparat od zadaj, ki ti pomaga. Torej, tokrat sem bila pa jaz one woman show. Sam takrat se pa tudi zgodi, se pravi, da ti ta pogačica še manjša, ne, na koncu, ki pri tebi ostane. Ja, ne, torej, če pomislite, da je treba vse to potem plačati, ne, torej, najprej prodati knjigo, da plačaš stroške, potem se začne zaslužek. Tu ni velikega zaslužka, ne, tu ni velikega zaslužka. Potem je tukaj vprašanje marketinga, PR, če nimaš ti službe marketinga, ne, torej, zakaj je tudi pomembno, ne, da smo medijsko izpostavljeni, če si ti marginalec ali pa recimo, da se ne udinjaš preveč v nekih krogih, tudi ostaneš brez reklame. Da ne govorimo o tem, da ostaneš brez recenzij, da ostaneš brez literarne kritike, ker nisi v mainstreamu in tako naprej. Vse je pomembno. Saj to me je ravno zmotilo, naprimer, da vedno se mi je mislim, še vedno verjamem v to, da je umetniški svet res odprt in da ni zaprt, da ne ločuje med bolj priznanimi in manj priznanimi umetniki. Jaz mislim, vsaj v pisateljstvu, mislim, da igralci med sabo tega nimamo, pa tudi gledališča, ne, da se vi kar ne čitate, ne šljivite. Mislim, tako nekako čisto po pravici bom povedala, se ne bom pretvarjala, me je zelo presenetilo, ne. Moram reči, da sem hvaležna za kar nekaj slovenskih pisateljev in pisateljic, ki so odprtega duha in se brez nobenih težav tudi povemo, kdaj se preberemo in tudi zapišemo kakšno lepo besedo in se podpremo tem. Je pa seveda tržišče, ne, knjige je kot vsa ostala tržišča, ne, in ljudje smo povsod ljudje za svojimi preprekami, strahovi in tekmovanji, a ne. In je tukaj seveda, ne, lahko naletiš tudi znotraj te panoge na kakšne nižje, nizke udarce, ignoriranja največkrat lahko. Ravno to, recenziji se sploh ne piše. Če ti nisi neko ime in ime boš postal preko tega, da boš dobil recenzijo oziroma neko težo. Ja, začaran krog je, a ne. Ja. Zdaj recimo, če nekdo, ki je že tako ali tako medijsko izpostavljen, napiše knjigo, ima že za sabo avtomatično en kup enega, a ne, torej možnosti in se potem dobesedno cufajo zate, a ne, mediji. Ne, če me ima Zvezdana na oddaji, potem me bo najbrž hotel imeti še nekdo, a ne. Mislim, pač tako to je, a ne. In zdaj, saj to vse lepo in prav, tak svet je, v takem svetu živimo in to ni nič narobe. Težava nastane,
jaz kako čutim to težavo, da je to zame absolutno preveč energije mi gre, jaz si nočem vzeti te energije, pa moram reči, da sem kar dovolj izpostavljena, imam to srečo, da nisem, da me ne ignorirajo. Ampak včasih bi bilo recimo v trenutku prodaje lahko več podpore. Ne? Težava nastane pri meni, ko rečem, če bom zdaj jaz letala od Poncija do Pilata in iskala tega novinarja, pa onega novinarja, pa šla na televizijo, pa prosila za to, da me nekdo posname in tako naprej, bo moja ustvarjalna energija usahnila. Toliko energije imam, več je nimam in iz leta v leto je težje. In potem se mora človek v enem določenem trenutku tudi ustaviti in reči, ok, bom raje usmerjala energijo tja, kjer uživam, kjer sem res doma in za kar sem poklicana. In to je na primer pisanje, ustvarjanje in tako. Sej na koncu se zadeve vse nekako uravnovesijo, ne. Po izkušnji je vedno tako, knjiga se vedno proda. Mogoče ne takoj, zdaj recimo 7 kilogramov do sreče. Ti imaš trilogijo 7 kilogramov do sreče, 1, 2 in 3. Tako. In mislim, da si to tvoje zelo uspešne knjige, ne? Ja. Prvi, drugi del razprodan. Smešne za ljudi, mislim, o eni ženska, kakor ena slovenska Bridget Jones je tvoja Mara Vodopivec, ne? Mara Vodopivec, ja. Tako, tak pikri slovenski Bridget Jones. Mara Vodopivec, igralka pri 30, 40, pri 40, 50, 60. In prvi dve knjigi sta razprodani. Tretji del pa skoraj že. Še nekaj izvodov je. In sem zelo vesela tega. Kako pa je na primer s temi romani, Misli name, kot je lepo, Ženska drugje in tako naprej, kako pa s temi romani, ki niso, namreč iti na trg pomeni nekaj, ne? Da se v bistvu na nek način prilagajaš ponudbi, oziroma ne, tistmu, kar se po povpraševanju. Ampak umetnost z njo naj ne bi imela toliko zelo veliko zveze, a ne? Ja, to je mi bil kar velik izziv. Ali je to naš predsodek, no? Ja, ne, kot pravim, tudi znotraj literature imamo zelo različne žanre. Zdaj, ko si omenila Misli name, kot je lepo, ki je šla leta 2011, je pri založbi Mladinska knjiga. Je meni fenomenalna, no, res. Taka močna knjiga, močno osebno izpovedna o smrti, odhodu mojega očeta, torej gre skoraj za tako avtobiografijo, tudi fiction, ampak okej. Ta knjiga je bila tudi prevedena v hrvaščino, nemščino in zdaj tudi v italijanščino, bo kmalu izdana. Seveda, ne, to niso knjige, ki bi jih lahko prodajal povsod ali pa mogoče tudi ne pokličajo tako zelo ljudi, ne. Zato je bil izziv pri tej trilogiji napisati nek hibrid, pravim temu, ne, hibrid, da je resno, da je literatura še vedno literatura, da je jezik dober, ampak da dejansko poskušam tiste trpke tone izpisati na lahkotnejši način, da pogledam tudi življenje iz tega bolj smešnega zornega kota in ta Mara Vodopivec je res odbita, ne, igralka in je smešna in dela velike napake in je to ljudem, seveda ljudje se radi identificirajo s tem. Tako da hibrid je tisto, ne, razmišljala sem seveda tudi o publiki. Tokrat ja, pri trilogiji ja, a ne. Pri Misli name, kot je lepo, ne, Ženska drugje ne, Potaknjenci ne. Mi v gledališču se nikoli ne sprašujemo, kaj bo ljudem všeč, ampak kaj je res, pa kaj hočemo povedati, a ne. Zato je to komerciala, se pravi tržišče in umetnost pač na nek način ne gresta najboljše skupaj, ne. Ne gresta, čeprav, ja, seveda da ne, mislim, to je zelo težko, ne, ker nekje, vsak kompromis nekje nekaj odvzame, recimo, ne. Meni je recimo odvzelo, po kvaliteti absolutno ne, te 3 knjige. Mogoče mi je odvzelo nek, malce aureole sem zgubila, ne, ker so mi recimo kolegi govorili, nikar ne pojdi v ta žanr, kajti te bojo takoj v svetu literarnem, ne bojo te jemali resno. Ampak Tone Partlič, in kolega mi je že pred mnogimi leti, ko sem bila igralka v Mariboru in ko sem izgubila službo v mariborski drami, letne pogodbe pač niso podaljševali zaradi novih igralcev, ki so prihajali, mi je rekel enkrat, gospodična Maja, saj jaz vas tudi ne bi imel, kdo pa hoče imeti med igralkami intelektualko, pisateljico, ne? In obratno, kdo pa bi želel imeti med pisatelji igralko, neresno, ne? Tako da moram reči, da je moje življenje en velik hibrid, ne? Velik hibrid. Kaj je to, ki si prej rekla prekarci, to slišimo, to besedo tudi tolikokrat.
Kaj je to? Kdo je to prekarc? Kaj to pomeni? Prekarc je človek, ki ni redno zaposlen in je svoboden na tržišču. Torej si išče delo in ga tako je. Torej nimaš redne zaposlitve. Ampak to bolj velja za umetnike, ne? Splošno, če pogledaš tudi mladi, kdo pa danes zaposluje. Prekarc je tudi SP, na zadnje, koliko je SP-jev, ki si na tržišču. In vsak, ki gre na to svojo lastno pot, ve, da ni lahko, ko si enkrat zunaj. Pa se ti zdi, da ste prekarci, to se pravi te, ki ste na tržišču, v bistvu drugorazredni ali vas hočejo v nekaj, mislim, vas izsiljujejo vem, da vas, z honorarji in tako naprej. Koliko traja ta oddaja zdajle? Ja, seveda, nekako, če ti štartaš iz te potrebe, da rabiš delo, te zavohajo, bi rekla s tem. Ta potreba potem, seveda, ta pogajalski moment je lahko drugačen kot pod nekoga, ki pride iz obilja in reče, jaz tega ne potrebujem, ker imam plačo, ker imam, družino, ki me podpira in tako naprej, Tako da dostikrat se to zgodi, ampak če postavimo pa na premico, vendarle, na premico dobrega in slabega, bi rekla, da je 3/4 dobrega, da so ljudje vendarle še vedno dovolj korektni. Seveda, najdeš pa to četrtino barabije, vsak bi rad malo zaslužil več in podplačal nekoga. Tako da tukaj je konstantna bitka in vprašanje vrednosti in lastne vrednosti je nekaj, s čimer se zelo ubadam. Pa sem že gospa v letih, pa še vedno znova mi zdrsne na tem področju, Z vsem kurikulumom, ki ga imam, se mi zdi, da se moram vedno znova boriti za nek dostojen honorar. Zdaj sem se spomnila, Elizabeth Gilbert, ta, ki je napisala Jej, moji ljubi, je napisala tudi eno čudovito knjigo, mislim, da Čudež življenja, ali kako je naslov. In ona tam razvija to eno teorijo, češ, da mislim, če ti je namenjeno, če si res pripravljen, boš umetnik in ustvarjalec, in si boš pripravljen tudi iti jarke kopati, pa zvečer pisati knjigo, naprimer. Da je to ena, se pravi, da je to ena varianta, kako preživeti kot umetnik. Kaj misliš o tem? Ja, jaz sem se tudi tako že preživljala, ko sem bila v Parizu, ko sem delala to znamenito šolo, ki je bila tako strašansko draga. Sem delala vse sorte, da sem lahko preživela. Od tega, da sem vodila pse po mestu, da sem kelnarila do 2 zjutraj v zelo čudnih kvartirjih, ker ni bilo prav varno, da sem bila babysitter in tako naprej. Torej dejansko in mene ni strah dela. Sem tako večplastna, imam tako različna polja delovanja in predvsem prekarstvo me je naučilo nečesa. Globoko zaupam. Eno notranja, v meni je ena srčika, nedotaknjena, ki vedno ve, zame je poskrbljeno. Ko se zamajem, padem, ker sem človek, me žalostijo stvari, ko ne stečejo tako ali pa kot je kdo opehari ali tako naprej. Ampak dejansko na noter, pa če čisto zares prisluhnem sebi, rečem, bom zmogla. Nenazadnje moje prednice iz stranke, močne, ukoreninjene ženske, so hodile v Trst šinjoram, prat, stopnice, perilo, so bile pač služabnice, če hočeš. Kaj pa je narobe s tem? Dela je veliko, torej preživiš lahko, ampak ne gre za vprašanje preživeti. Gre za to, da živiš svoje poslanstvo in da delaš tudi to, kar te osrečuje. A se ti zdi, da ljudje razumejo umetnost? Kaj je zate umetnost? Zares, mislim, kako preprosto, a veš, te floskule, v smislu, da naš jezik je preživel, pa tako naprej. Kaj danes konkretno pomeni? Kaj danes lahko umetnik, kaj lahko mi umetniki danes, umetnost pomaga temu svetu, ki je iz tečajev? Dala ti bom primer, Dala ti bom primer, kaj razumejo ali ne razumejo. Jaz mislim, da recimo imeli smo projekt, uglasbili smo Tomaža Šalamuna, njegovo poezijo, ki jo mnogi recimo črtijo ali pa ne razumejo, ker se jim zdi hermetična, nedostopna, visoka, elitizem in tako naprej. In ko smo naredili ta projekt, smo uglasbili, torej Jasna Žitnik je pela, Andrej Marinčič je naredil glasbo in je bil en tak preplet, ena glasbena pokrajina. Ne bom pozabila, ko so ljudje hodili k nam na koncu in so rekli, nikoli nisem prebrala Šalamuna, ker se mi je zdel, ne vem, ohol, visok, nedostopen, hermetičen, nerazumljen in tako.
ampak zdaj sem ga pa začutil in me je to nahranilo in me je ganilo. In grem v knjižnico in bom vzel knjigo, bom prebral, ker ta človek je bil vizionar in je videl in te besede, ki ste jih izgovarjali, so prav za ta čas, pa jih je napisal pred 30-40 leti. Ne? Torej jaz verjamem, ne, da seveda ni vse za vse. Tudi jaz ne gledam nogometa. Mene pač to ne vzradosti, me pa nekaj drugega vzradosti. Ne? Tako da jaz mislim, da umetnost, dobra umetnost, nekje se te dotakne, se te mora dotakniti. In te potem povleče naprej v neko transformacijo. Jaz verjamem v transformativni trenutek, torej v ta spremembo, ki se zgodi, ko ti rečeš aha, ali pa rečeš ali pa se nasmeješ, nekaj se te dotakne, tisto malo, nekaj malega se zgodi, premakne v tebi. Ne? Ali pa velikega. Ne? Tako da to je zame umetnost, ampak to pomeni, da je lahko umetnost vse. To ni nujno, da je to sam knjiga, film, gledališče. To pomeni, da ko vidiš cvetočo češnjo, ne? Tudi to, da je to umetniški trenutek. Umetniški trenutek, ker te gane. Ko vidiš tisto ribico tamle od zadaj, te gane. A veš, ona mi izpolnjuje želje, kjer ga gosta si zaželim, pa ji prišepnem. In je živa, ta živost, ohranjanje tega življenja, nagovarjanje življenja in predvsem sposobnost in možnost, da je možnost spremembe, torej da začuti človek na drugi strani, da nisi zaustavljen, zataknjen, da tako je in konc, da si determiniran in obsojen na tlako do konca svojih dni. To, kot da bi poslušala kakšnega duhovnega učitelja, kad zdaj poslušam to. Ja, kaj pa je drugače umetnost kot to, da odpiramo duha in hranimo duha. Jaz tako razumem to, ker se tudi mene dotaknejo stvari in sem vzhičena, navdušena in me to nekako oživlja. Ko padem, me to povleče gor. Seveda tudi odnosi, tudi odnosi. Umetnost odnosov je tudi, tudi nekaj posebnega. Mislim, je pomembno. Pa tudi, naprimer, zdaj je zelo tako moderna ta psihodrama, ki je v bistvu že del prave psihoterapije, prav pomaga. Ti se s tem ukvarjaš, tudi učiš? Jaz se s tem ne učim, hodim pa na izobraževanje po Hellingerju, psihogenealogija mi je zelo blizu, torej tole, kako smo nekako teh 7 in več generacij. To je postavljanje družine, v osnovi. Družinskega drevesa je to. Tako da tam hodim na tako edukacijo, pravzaprav sebe postavljam na tnalo, sebe poskušam nekako slišati in razumeti in čistiti tudi ali pa nekako rast skozi to postavitev. Tako da to me je od vedno zanimalo. To je nekaj, kar me že od malega vleče naprej, to raziskovanje človeške psihe, človeka. To je igralce nas vse, Vse nas, Če hočeš delati na odru in če hočeš pisati in če hočeš, da so te liki, ki jih ustvarjaš, krvavi pod kožo, potem moraš imeti veliko poguma in znanja, da se s tem prvič pri sebi soočaš, da greš skozi vse te mašine, bi rekli, zretje v čreva, rečemo temu. V svoje teme. V teme, da si upaš biti, recimo na predstavi Absurdanja, v kateri si tudi ti sodelovala, moji, je pač igram diktatorja, na koncu diktatorco, ki se prelevi, pravi ljudje, da je srhljiv tisti trenutek, da zgledam kot Hitler. Ampak da si to sposoben narediti iz svoje svetlobe in tudi to temo, moraš tudi kaj narediti na sebi, da si upaš iti v to temo, Pa tudi, ko si jo igrala, vem, da si, zdaj, če se takoj nazaj preskočiva, pa bomo še prišli na to temo, v bistvu si se morala ukvarjati s tem, da si igro napisala, da si najdla prostor, kje boš lahko igrala, da si jo sama zrežirala, v bistvu prodajala sama, reklamirala sama. Mislim, da je to za enega človeka kar velika, Ja, bilo kar veliko. Mislim, da sem se po tem obdobju kar mal skurla, bi rekli po domače, in sem se morala malo umakniti. In tudi predstavo zdaj po 2 letih je ne igram več, ker je to res prevelik napor zame. Predvsem prevelik napor je zato, ker jo igraš na dajmo reči, predolga obdobja, ne vem, 2 meseca, 3 mesece, 7 mesecev, 1. To je pa 1,5 ure, 1:20 monodrame, besedila, petja na odru in tako naprej, in je to zdaj dovolj je bilo, zaenkrat je bilo dovolj. Ja, zdaj na tržišču tudi zelo veliko stand-upov, vsega tega, čedalje profesionalna gledališča, čedalje manj potujejo, ker so, ne vem,
se mi zdi, da niso predraga, da ni tle Ne. cena tista, ampak povpraševanje. Ljudje bi se radi samo smejali. Ja, jaz se strinjam s tem, po drugi strani bi pa tu imela kar en tak klicaj rdeč, a ne, glede tudi kulturne politike in ne nazadnje, kdo to kroji, a ne, kdo kroji. Ne, ni vse ministrstvo, ni vse vlada, a ne, ker reče, vse gre malo na politično. Predvsem so tisti odločevalci v lokalnih skupnostih, v lokalnih kulturnih domovih, ki se odločajo, koga bojo dali na program in koga ne. Kot ponavljam še enkrat, tisti, ki so nas vzeli Šalamuna, ne, so nas nekateri odkupili, zato moraš imeti pogum. Tudi mojo Absurdanjo so nekateri odkupili in so rekli, glejte, ne biti razočarani, če bo premalo publike, ljudje niso navajeni, ampak mi bi želeli vzgojiti publiko, da pridejo in da bojo te ljudje ugotovili, a ja, to mi je manjkalo. Aha, to mi je pa tudi všeč. Vse je super, smeh, komedije, delati komedijo. Absurdanja je smešna, ne? Seveda je smešna, ne? Tudi smešna je, ne? Ampak hočem reči, tukaj je veliko odvisno od tega, kako je nekdo ozaveščenih voditeljev kulturnih domov, ki sestavljajo abonmaje. To vem zaradi tega, ker tudi v moji občini sem jaz rekla, naprimer oni povabijo par teh stand-upov in potem še mogoče kakšne amaterske skupine, to je vse. In jaz sem rekla, dajte pa vse za en ta dogodek, pa enega profesionalca. In kaj je, mislim, a veš, težko je in zelo se slabo počutim, ko nekomu razlagam, zakaj profesionalca in v čem je razlika, ne? Ker že spet primerjamo, a smo mi zreli za te primerjave, a so te primerjave sploh potrebne? Ker na koncu ti moraš vedeti, da sem jaz, se pravi, ki sem profesionalka in jaz ne rečem, da je nekaj dobro, ampak tisti, ki se za to odloča, ne verjame meni, ampak verjame nekomu drugemu ali pa verjame temu, da bo 100 ljudi tam. Ampak nekje je treba začeti, ne? Nekje je treba začeti. Mislim, komu bomo verjeli, kdo je referenca? Referenca je, naprimer, ko sem večkrat odigrala, zdaj je to moja Absurdanjo, sem dobila potem povratna sporočila strani organizatorjev, da so jih klicali in so rekli, zakaj niste več takih predstav pripeljali? Super je bilo, uživali smo, naprimer, in to je bil dober znak, da lahko grejo po tej poti naprej. Ampak kaj, ko je to le peščica takih pogumnih, a ne? Tako da, ne vem, ja, primerjamo pa se, a ne? Ja, pa a smo mi zreli za te primerjave, ali jih moramo? Mislim, to je človeško, da sicer se primerjamo, ne? Ja. Jaz sem dostikrat tako razmišljala, ker vsak sodi iz nekega svojega zornega kota in nekako razmišlja na podlagi svojih notranjih zemljevidov, da to ni potrebno. Iz leta v leto pa ugotavljam, da je treba kdaj tudi dvigniti glas in povedati, da se je treba tudi odpreti. Včasih je treba tudi kar neposredno povedati. To je kvalitetno, to pa ni kvalitetno. To, oprostite, da imamo komedijo, ki je gostilniška kvanta ali pa pornografija ali pa žaljenje ženske ali pa žaljenje starih ali pa žaljenje bolnih, to zame ni smešno. Zdaj se bo nekdo hahljal, jaz se ne bi. In žal je tudi tega veliko na tržišču in je treba temu reči ne, odločno ne. No, zdaj pa se bi dotaknili tega tudi, zdaj samo po sebi prišlo, ti se nisem mislila pogovarjati, spoštovanje. Se pravi, kot da bi se malce drobilo to spoštovanje, a veš, ki sem ga še jaz navajena. Se pravi, če je nekdo zdravnik, ga spoštujem in se mi zdi, da bo znal več kot jaz na svojem področju. In če se jaz danes dvomim v njegovo delo, potem pač moram imeti neke argumente. In če je nekdo mesar, jaz njemu ne gledam pod prste, kako reže tele, kako se reče, zrezke. In če sem jaz igralka profesionalna, jaz ne dajem v nič neprofesionalne igralce, ampak verjamem, da se mene spoštuje zaradi mojega znanja in dela. Ja, to je pač kriza avtoriteta, na splošno v svetu. Poglej, kje smo, kakšne avtoritete imamo. To je cela generacija brezočetnih, bi rekla. Če gledamo po nekem naravnem redu, da je oče tisti, ki te ponese v svet, ki te nauči nekega spoštovanja in tako naprej. Če pogledamo že to, če pogledamo to skomercializirano populistične vodje danes, nadute, ohole, nespoštljive, primitivne, kako
ko gledamo mlade, koliko je te agresije, recimo stop nasilju, a ne? Ja, ampak oni nas gledajo. Odpreš Facebook, koliko je nespoštovanja v tej virtualnem svetu, a ne? Ker so že vsi doktori znanosti, o vsem imamo mnenje. Koliko je čvek, govoric, koliko je enih gobezdal okrog nas, a ne? In je to, res živimo v enem času, ko to nikakor ni okej, a ne? In drsimo, ne vem kam, a ne? Kdaj razmišljaš, kam drsimo? Ja, jaz sem pravzaprav po naravi optimistična, ampak ko gledam, kaj se dogaja na svetovni ravni, ma tudi tukaj pri nas, med nami, me to zelo boli. Prav boli me in žalosti in ne vem, a bo človeštvo, ali smo na tistem meji, ki si rekla prej, na robu, kam bomo stopili, a ne? Kam bomo stopili? Bomo šli v prepad, ali bo vendarle ta zavest in moč človeška in ljubezen in svetloba pretehtala vsakem posamezniku, vsak posameznik pri sebi, torej kaj lahko naredimo za to. Jaz vojne v Gazi ne morem zaustaviti osebno. Ampak si pa mislim, da če vsi stopimo skupaj, bi jo pa lahko. Mislim, to je neverjetno, res je neverjetno intenziven čas, ne? Postaviš eno trditev in hkrati že lahko slišiš sam v sebi tudi drugačno trditev, ne? Tak kavelj se vedno bolj... Ja, tudi zaradi tega, ker so recimo prav to razločevanje med resnico in med iluzijo, ne, je torej vedeti tudi kakšne novice, ki jih prejemamo, ali so to res prave novice, ena velika zmeda, teorije zarot, ne vem kaj še vse obstaja okrog nas, a ne. Tako da smo ljudje, ampak po drugi strani zdaj berem eno strašno zanimivo knjigo Dana Podjeda, ki je prav Celjan, a ne, Krizolacija, ne. Ja, je bil izjemen gost, antropolog, ne, ko pravi, ne, da seveda mogoče, če bi vprašali pred 100 leti, 200 leti, bi tudi takrat rekli, človeštvo je v krizi, ne. In upamo, da vsaka kriza, ko pridemo do enega roba, ne, tako kot v gledališču, dramaturgijo pripeljamo do enega zapleta, do konca, nimamo več kam, kot tako, da se razplete v eno ali v drugo smer, a ne. Ali se bo razrešilo v happy end, ali pač tragično z pogubo, a ne. Ampak nekje v eni točki do preloma mora priti in bo prišlo. Zdaj si mi dala zamisliti, a veš, da se mi včasih, da se zadnje čase zelo čudim, kaj se dogaja. Med resnico in iluzijo, kot da ne bi znali več mi ločiti, ker mi v gledališču, to je iluzija, igramo neko resnico in ljudje več ne znajo prepoznati, da smo mi samo messengerji, mi samo sporočamo, mi samo kažemo, se pravi, naprimer, če ti zdaj, če gremo spet malo odpreva, majčkeno se dotakneva, neko grozno sliko, ki te bo zelo sprovocirala, to ne pomeni, da sem to jaz, ampak da sem ti pokazal sliko, ker hočem tvojo reakcijo, ne? To je... Don't kill the messenger. Don't kill the messenger, mislim, da. Ko govorimo o teh iluzijah, a ne, recimo, prav, če se vrnem spet na psihogenealogijo, na postavitev družine, na terapevtsko delo, ki je zelo pomembno in to je nekaj, kar bi vsakomur, ne, recimo, svetovala, ne, je Hellinger, pravi Bert Hellinger, ki je bil ustanovitelj, začetnik tega, ne, pravi videti to, kar je. Videti to, kar je. To, kar je, ne to, kar mislimo, da je, ali pa si delamo iluzije, a ne. In zdaj, če povežem recimo na astrologijo, a ne, ali na džotiš, to, s čimer se tudi dodatno še ukvarjam, a ne, bi rekla, to je lekcija Saturna, ne. To je lekcija Saturna, sploh v kakšnih obdobjih sadesatja, a ne, ko ti reče, poglej to, kar je. Nehaj si delati iluzije. Poglej, kakšen je svet, v katerem živiš in kakšen je krasen, je čudovit in je krutovit, ne. Vse je, ne. Tako da ja, to je en velik izziv za vsakega posameznika razločevati, a ne. Kaj je res in kaj ni res. In da, predvsem pa vedeti, da če te nekaj sprovocira, je to pravzaprav dobro, ne. Ker ti se lahko zazreš vase, v svoje teme, a ne. Jung, ne. Jung je, nekje sem brala o tej njegovi biografiji, mislim, da je tako omenil, ko je rekel, tako napisal, ko je prišel nekdo in je rekel, doktor, imam problem, je rekel, super, bova šampanjec odprla. Zato, ker ko se zgodi pač nek
nek problem, nekje se zgodi, pač vsi živimo, to je pač ta proces, ki ga vsi živimo, Ja. to so vrata, there is a crack in everything, that's how the light comes in. Torej, kjerkoli se zgodi razpoka, je to možnost, da lahko pride svetloba tudi noter, Torej, ne bi se smeli bati tega, teh razpok, Zdaj pa, če je to prehudo in če tega ne znamo zajeziti in tega pa lahko gre pač, vse vemo, v kakšne razsežnosti, Ampak ja, Jung se je tega zelo veselil, In jaz tudi moram reči, da kolikor je težko, dostikrat rečem, bo minilo in smo procesna bitja in se spreminja in imamo moč spremembe. To je pomembno, da vemo, Ker ti si ti tudi svoje sanje zapisuješ, velikokrat jih meni poveš. Se spomnim, Amelijo si napisala zame igro, Ja. tako da si tudi malo sanjala. Ja. Kar sanje si dol potegnila. Ja. In pa tudi pri Džotišu si, a veš, Maja ti meni dvakrat rekla, a veš, tak čaroben stavek, ki je mene ki sem ga jaz zaslišala, se veš, ti lahko meni poveš 100 stavkov. Ja. Pa jaz samo enega slišim in samo en meni spregovori in zaradi njega jaz naredim neko spremembo. Ne? Ja. Ja. To je, a je to talent ali je to, kaj je to, da imaš to v sebi? Vse ta tvoj Ja. ples med temi intenzivnimi sanjami, med tem, da znaš dobro razložiti zvezde, mislim da začutiš, kaj mi moraš reči, da jaz mogoče Ja. v uni temi, ki ne vidim, kaj bi sploh morala narediti in mi, naprimer, Saturn pa to pa uno, pa vse to meni nič ne pomaga. Jaz moram slišati en stavek, Ja. ki bo meni pomagal v mojem življenju, ne? Ja, ne vem, to je najbrž, bi rekla, da to je en talent. Da je Kako delaš, mislim, ta notranji tvoj, to me je zanima. ja, mislim, da sem malce podedovala tega čarovniškega daru, čarovniško se reče, ampak to imamo vsi, ta potencial, temu lahko rečemo Intuicija, ja. a ne, intuicija. In se mi zdi, da takrat, ko se ustvari, to je tudi značilno ali za astrologijo, za karkoli, za vse v tem življenju, ustvari eno varno okolje. Ko si ti sposoben ustvariti varno okolje, Aha. in na drugi strani, ko se začutiš, da je nekdo steče ta energija, se potem priklapljamo. Mislim, mi ljudje vse vemo eden o drugemu na nezavednem nivoju. 10% možganov sam nam dela, vse ostalo je 90%, ne vem, od govorice, tona glasu, informacij, ki se širijo, bi rekli tako, po astralu. In so, recimo, če gledamo, a nisi rekel, da je danes dan kvantne fizike? Ja. To že znanost govori, kako se poklapljajo te slike. In ko se enkrat te zadeve nekako prideš v to frekvenco ali pa si dovolj odprt za to, potem stečejo zadeve in nekaj rečeš in se dotakneš. Tako da tukaj mi rečemo temu čarobnost, magija, jaz bi rekla temu življenje, varnost, ki znamo to ustvariti. Tako da ja, malo mislim, da imam ta dar, to pronicljivost, recimo, da zaslišim. Ne zmeraj, ne z vsakim, ker pač nismo vsi kompatibilni z vsem. Ja, z vsakim, ja. Ampak ja, tako nekako. Ampak to je tudi urjenje, to so tudi mišice, ki jih gojiš. To je tudi nekaj, kar je treba, kar se torej iz leta v leto, ali pa naprimer, če to gojiš in delaš, tudi nekako izbistriš oziroma izostriš ta občutek. Jaz bom zdaj povedala tisto najino zgodbo, ki si ti napisala, to igro zame, za Amelijo. Kako so midve nekoč sedele v avtu, se spomnim, sem vse jaz bila v avtu in sem jaz sanjala, da bi imela tekst na to nekaj pogumnega, nekaj ženskega in tako naprej. In pa ti mene pokličeš in rečeš, da si bila nekje v kinu in kako, no, da povej to. Ja, takrat sva se res, jaz sem bila v avtu in ti si bila v avtu, bili sva na telefonih in sva se pogovarjali in me je potem to, seveda rečeš, da bolho v uho in potem to dela. In začneš misliti na to in potem se to začne dogajati. Začnejo slike prihajati. Ali zakon privlačnosti, recimo. Bila sem z Mitjo, z možem v kinodvoru in pijeva pijačo pred projekcijo enega filma in tako pogledam pred sabo in zagledam plakat ženske pilotke. In rečem Miti, kdo je to? Reče, kako ne veš, kdo je to? Ja, to je Amelia Earhart. Kdo? Rekel, ta prva letalka, ženska letalka, ki je preletela Atlantik.
In v tistem trenutku sem rekla, to je Zvezdana. To je predstava. Govorili sva o svobodi, govorili sva o ljubezni in takrat sem rekla, seveda, ne, to ne bo lakrimozna zgodba o ljubezni, o moških, o ne vem čem. A ne? Ker jaz sem prav rekla, ne bi o moških, ne bi. Jaz bi o ljubezni. O ljubezni. Ja, in svobodi. A ne? Ja, in svobodi, ja. Ljubezen in svoboda in se mi je zdelo ta metafora leteti, preleteti in biti ženska, prva pionirka, ne, in to ženska, ki je res obstajala, se mi je zdelo tako, je kar zavibriralo in potem sem steklo. Ne. Ti si tam napisala, jaz tega monologa pa na koncu nisem govorila, ker so rekli moji dramaturgi oziroma režiser tudi, da je bil prepatetičen, ampak jaz ga nikoli ne bom pozabila, kako si ti obesedila žensko moč in svobodo. Ja. Patos je nekaj, mislim, tega se zelo bojimo, ne? Ampak jaz govorim zmeraj o plemenitem patosu. Patos igralci znamo postaviti na oder, tukaj najbrž je šlo za pomanjkanje zaupanja v igralko, kajti vem, da si ti izjemna igralka in znaš držati vertikalo, takrat ne pademo v patos, ampak pademo v plemenito čustveno stanje, s katerim lahko nagovorimo drugega. Toliko o tem, ne? Ampak dobro, pač se pustimo, to je druga debata, ko daš besedilo od sebe, potem je to ekipa, ki postavlja in je to vse legitimno. Ampak dejansko tega, ta nagovarjati, jaz mislim, da se moramo, ne, da se tudi gledališče zadnje čase opažam, da se vračamo k zgodbam, da se vračamo k nekim čustvom, ne, da je gledališče tudi samo po vseh teh letih doživelo neko transformacijo. In da se je tudi zlilo čez v parter, v stik z ljudmi, ne? Tako. In tako da mene tega ni strah. Je pa to zastrašujoče za ljudi, ki ne zmorejo pogledati vase in se potem, ampak okej, tudi oni imajo pravico dozirati čustva tako, kot čutijo, ne. Ampak ti si tudi tam opisovala tako, kot da bi, a veš, vse te občutke zatiranosti, manj vrednosti, ki nam jih vzbujajo moški. Ampak mislim, tako da verjetno si dala tudi ti tega dosti čez. Jaz sem z lahkoto govorila te tvoje stavke, kot da bi bili moji, ker mislim, da ženske to delimo, ne? In tudi ne razumem, zakaj bi se moški počutili pri tem, kadar govorimo ženske o svojih bolečinah, zakaj se počutijo prizadeti, mislim. Ja. Amelija Earhart ni mi bilo težko, ne, ona je živela res v strahotnih, mislim, še patriarhat je takrat bil, ne, mislim, nepojmljivo je bilo, da bi ona kot ženska sploh pilotirala, ko so jo povabili, ljudje tega ne vejo morda, a ne, ko so jo povabili, da bi pilotirala, torej letalo, ne, se, ki ne boš ti pilotirala, ampak boš zadaj sedela urejena, naličena v repu letala, medtem ko bosta pač dva pilota preletela ocean, ne. Zraven pa boš, še ti, a ne. No, in je ona se je počutila tam, opisuje, a ne, v teh knjigah, ki sem brala, da se je počutila kot ena gospodinja, ne, ki je mogla biti naličena, lepa, čudovita, tiho predvsem, ampak kaj se je zgodilo, ne, ta dva pilota nista zmogla, a ne, tega, ko se reče, vzleta in v megli, oziroma ne, pristanka v megli. Pristanki, ja. In imeli so pa v repu seveda malico, vodo in tako naprej in pomaranče. In je ona takrat, seveda radarjev še ni bilo, pomagali so si takrat v tistih letih pred drugo svetovno vojno, tako da so velike ladje na palube izpisovale torej tele koordinate, kje se nahajajo, da so si piloti lahko pomagali, ne, in ker je bila megla, se je potem spomnila tale naša Amelija Earhart, da je pomaranče metala dol na ladjo, da so oni pogledali gor, da so opazili, a ne, tam. In enkrat je na eni ladji, kjer niso nič videli, pogledal kapitan gor in je top, pa so dobili pomarančo na ladjo in so vedeli, kje je letalo. No, in to je potem ona v šali, ne, z nekim veliko dozo cinizma rekla, ne, nisem pač, sem ženska pilotka, ne, ampak sem na nek gospodinjski način, kot se zame pač, torej pričakuje se od mene, da bom pač gospodinja in je pač zato metala pomaranče, ne. Ampak ja, tega, ne, da ženske, tega je, ja, seveda vedno manj tega, ampak še vedno v nekih subtilnih tonih še vedno čutimo, a ne, še vedno čutimo to, da smo ženske, recimo, manj plačane, recimo, in tako naprej, ne, se pa spreminja. Ne bom rekla, da gre, včasih, ne, celo pomislim, da gremo tudi kakšne korake še nazaj in vse bitke, ki smo si jih izbojevale, pa naše prednice, a ne,
vse te pridobitve niso samoumevne in je treba Očitno, iz ja. dneva v dan, a ne, biti čuječ in paziti, a ne. Ti si v svoji karieri, če se zdaj vrnem, ker bi zelo raje slišala tvojo kakšno izkušnjo, ti si naredila to, se pravi Jacques Lecoq in se prišla, jaz vem, jaz bom kar odkrita, ne, iz tujine s to šolo in mi smo na te šole, mi, profesionalni igralci z akademijo, vedno malo gledali takole, ne. Ja. Ampak kljub vsemu, s to izkušnjo iz tujine, a ti je ta izkušnja kaj pomagala ali je bila bolj minus? Ne, meni je ta izkušnja pomagala ne samo kot gledališčnici, ampak dejansko tudi kot človeku. Zato, ker sem šla v tistem času, ko se v tujino še ni hodilo, v tujino, kjer sem se morala res prebijati, tudi finančno, in se zahvaljujem na tem mestu mojemu očetu in moji mami, da sta me pri tem zelo podpirala in verjela vame in mi to tudi omogočila. Predvsem pa je to zame bila velika šola, ne samo gledališka, moramo vedeti, da to je prestižna šola. Ker če ti greš v tujino in rečeš AGRFT, oprostite, se oproščam, noben ne ve, kdo to je, kaj to je. Pa če rečem Jacques Lecoq, imam pa po celem svetu vejo, kdo je to Jacques Lecoq. Ampak pri nas je še vedno, še dan danes, ta diploma ne pomeni nič. No, se to smiselno, ja. Ne pomeni nič, zato ker ni v sistemu, bolonjskem sistemu, in kamorkoli grem in lahko kandidiram za kakršnokoli službo, jaz brez bolonjske diplome nisem nič, a ne. In ne vem, kaj se čaka na tem svetu, da se to tudi prizna, ne. Mislim, to je tako, kot da bi zdaj Strasbergu ali pa ne vem komu ali pa ne vem Spielbergu rekli, ko bi prišel, ne moreš biti v komisiji ali pa ne moreš voditi filmskega centra, zato ker nimaš AGRFT-ja narejenega, ne. Mislim, dajmo, če smo svet, če smo odprli meje, dajmo biti pol brez meja tudi v glavah, a ne. Ampak pustimo to, to je zdaj ta del. Drugi del je pa ta, da sem srečevala ljudi iz celega sveta, da je to mednarodna šola in da se je tukaj pretakalo toliko različnih kultur in toliko različnih ljudi, da mi je že to po človeški plati veliko, veliko prineslo ene odprtosti. In jaz vem, da si prišla zelo nadobudna in tako, in pa si treščila v slovenski teater, ne, in čakala vloge, tako kot se nam marsikateri igralki zgodi, in bila odvisna od dobre volje kakega direktorja ali pa... Jaz sem bila zelo pogumna, 3 leta, Celjsko gledališče me je sprejelo, ker se mi je zdelo zelo lepo in sem bila vesela tega in sem zelo dobro delala. Potem pa po enih 3 letih sem nekako začutila, da imajo kolegice, ki prihajajo z AGRFT-ja, več možnosti kot jaz. Mene se je nekako potiskalo v tako imenovan B program, a ne. So rekli, da sem dobra komičarka in potem smo pač te komedije. Pa to je super šola, da vam povem, igrati komedijo ni lahko, ne, to veva obe. Ampak dejansko... Radi igramo igralci, zelo radi igramo komedije. Ampak to je tudi težek žanr, to je težji žanr kot drama, zame, ker je to natančen žanr, a ne. No, kakorkoli, jaz kot igralka seveda sem hotela tudi malo trpeti, a ne. Igrati tudi kakšni drami, igrati kakšno teže, ker sem rojena tudi za te težke, nosim v sebi ta arhetip, te Fedre. In se to nikakor ni zgodilo in sem pač razmišljala zelo pragmatično in rekla, da dajem odpoved. In joj, da nisem tega naredila, bi rekli, a ne, ker sem potem nekako bila še ožigosana kot problematična, nehvaležna. To se je meni isto zgodilo, tudi, sem tudi dala. Ko sem videla, da ni prostora zame, da ni vlog zame, sem šla. In to ni, mislim, vsaj v tistih časih ni bilo. Nikoli ne boš dobila Borštnikovega prstana, so mi rekli. In jaz sem rekla, pa kaj, a ne, in sem šla. In mi ni žal. Moram pa reči, da je bilo zelo lepo v Celjskem gledališču, kar se tiče ekipe, igralske ekipe, tudi v mariborski drami, kamorkoli sem šla, mislim, da smo lepo delali in da to ostanejo zelo lepi spomini na to. Saj ponavadi smo, mislim, igralci, ko se prižgemo za skupni projekt, zelo dobri sodelavci in resni delavci. Neverjetno srečo pa imaš, draga moja, ti s svojim možem, se mi zdi, Ja, res je. Letos praznujeva 10. obletnico. 10. že? Mislim, poroke 5., ampak skupaj sva pa 10 let. Ja, hitro je šlo. Ampak ne živita, vidoma sta en poseben stil, sta se to tako zmenila, ali kaj? Dva se obnašava kot najbogatejša prekarca. Ja, živiva, jaz sem pač živela že prej, ne, v Ljubljani, Mitja iz Novega mesta,
kjer ima družino tudi še odprej in tako, in pa tudi službo ima tako blizu, da bi bilo zelo nespametno se vsak dan 3-4 ure življenja zapraviti za promet Vožnjo, in za ja. vožnjo. Tako da imava en tak zelo, zelo, našla sva en čudovit ritem obiskovanja, srečevanja, klicanja, tako da sva veliko skupaj, si nenazadnje Novo mesto je tako, kot Ja. da greš malo po New Yorku ali Pariz iz enega konca na drugega, a ne. In ja, in moram reči, da sem zelo, zelo vesela in srečna, da sem srečala tako imenitnega partnerja, s katerim se zelo dobro razumeva. Ja, in vidim tudi, da te spoštuje, Ja. spremlja, podpira, ne? To je prvi moški, ki ne tekmuje z mano. Prvi moški Ki ne tekmuje z v mano tvojem življenju. in ki me ne kaznuje zaradi uspehov, ampak me tukaj podpira in me še celo spodbuja in bodri, tako da je res en Si ga zaslužila? Ja, sem si ga zaslužila. In on mene seveda tudi, Ja, ja. Tako da sva si res bila dana. Moram reči, da sem ga, ta pretočnost, ne, to je mogoče bilo zanimivo za bralce, prva knjiga, ki sem jo pisala, Mari Vodopivec, ona v prvi knjigi išče partnerja, Ja, ne, ljubezen, vse se ji sesuje in potem pač vstopi en tak zrel partner v njeno življenje. In ko sem ga opisovala, sem ga pač opisovala čisto po nekem A filmu. ja, takrat ga še nisi poznala? Ne. A res? Takoj, ko je Manifestirala si ga? Ja. Torej, jaz sem opisala, prav fizično opisala, pa meni recimo moški s kodrastimi lasmi, nisem imela nikoli nobene preference, a ne. Ampak dejansko sem takega moškega opisala V v knjigi? knjigi in mesec zatem, ko je knjiga izšla, sem ga spoznala. Tako da zelo pazim, kaj pišem. Da si ne bi kaj priklicala, ne. Ja, hvala ti, Maja. Še to bi sam za konec, sam ta drobec, da vidimo to tvojo širino tudi, kako se kot samostojna umetnica v bistvu udejstvuješ na vseh poljih, je to, da ti, vem, da te kličejo na pomoč, predavaš oziroma učiš celo Ano Roš in njeno ekipo, to zdaj že drugič. Ja. Kaj pa se oni hočejo učiti od ene umetnice? Joj, to sem bila pa res zelo počaščena, da me je Ana Roš poiskala in njena ekipa že pred 2 letoma, ko je pričakovala 3. Michelinovo zvezdico. In je nekako začutila, da bi potrebovala za svojo strežbo, a ne, za ekipo strežbe, ki je mednarodna, da bi jih nekako naučila, coachala, bi rekli tako, bolj kreativnega pristopa, hoje, dihanja, govora, artikulacije in tako naprej. Torej, da ne gre samo za ta, bi rekli, coach, ne, ko rečemo retorika, ker namreč sem tudi profesorica retorike in neurolingvističnega programiranja in tako naprej, ampak dejansko, da je to neka povezava tudi s kreativnostjo skozi gledališče, skozi neko igrivost, a ne. In moram reči, da sem tega vabila bila res izjemno vesela in da je ekipa izjemna in da jo zelo spoštujem, njo in njeno ekipo, kajti moram reči, da mnogi Slovenci vihajo nos, ko rečemo Ana Roš, ali pa tako, pa to res moram povedati, ko sem videla, kaj vse te ljudje vložijo, koliko energije, časa, financ v to res odličnost na vseh nivojih, torej izobraževanje, kdo se pa danes recimo lahko spomni, da bi svojo ekipo izobraževal tudi v tej smeri, ne? In takrat po tem izobraževanju, pa to ne rečem, da sem jaz, ne, moj doprinos je bil majčken kamenček tudi v tej hoji, v tej koordinaciji, kajti to moraš vedeti, tisti, ki ste šli, ali ne, k Ani Roš, ta strežba teče, to je v bistvu kot ena koreografija, a ne, to je velikega posluha in no, tako da sem letos še enkrat, so me povabili za novo ekipo in tako da to zelo rada počnem. Tudi učim retoriko kdaj, tudi individualno ali pa skupine me povabijo in Torej nisi lenuhinja. ne, nisem. Malo več bi celo morala žurati, a ne? To pa res, ja, A ne? to pa res. To me To se še bova čaka zmenila. menda, to pa bova naredili Zmenili. žur. Najlepša hvala, Maja, za tvojo razlago. Mislim, da je ta konc, o katerem si zdaj razlagala, da je to učenje in razumevanje vsakega človeka v celoti, da mi vidimo samo neke slike zunanje, da je v bistvu to in umetnost in čar življenja. Točno tako.
Evo, zdaj bom pa jaz iz svoje, iz najine knjige z Rokom, naključno, tako vedno končam, ne? Naključno, evo tlele, kakšen stavek naj čaka. Naprimer, en stavek preberem ven. Aha, poslušaj. Tudi življenje je ples med hitrostjo in počasnostjo. In morda naše življenje najbolj zaznamujejo ravno trenutki, ko se ustavimo. Tega se učimo. Da se ustavimo in v tej čuječnosti slišimo, kam in potem šele damo v prvo in stečemo. Ne? Hvala ti, hvala. Hvala tebi. Se vidimo naslednji ponedeljek. Ja.